Pozdravljeni, moje ime je Gregor Krušič in v naslednjih 5 minutah vam želim predstaviti računalniški sistem Universal Tennis Rating, skrajšano UTR, in nekaj najpomembnejših sprememb pravilnika teniških tekmovanj, ki stopijo v veljavo s 1. aprilom 2021. UTR že vrsto let navdušuje svetovni tenis in velja za najtočnejši sistem za merjenje ocene kakovosti igralca. Mi bomo to imenovali ratinga. To pa zato, ker pridobiva vse rezultate igralcev na turnirjih pod okriljem ATP-ja, WTA, ITF, Tennis Europe, College in High School tenisov ZDA, vseh nacionalnih turnirjev in celo ligaških tekem s strani 200 nacionalnih teniških zvez, ki sodelujejo z UTR. In zato z vnosom 20 milijonov podatkov za 2,3 milijone igralcev verjetno upravičeno trdijo, da posedujejo najnatančnejšo jakostno lestvico vseh registriranih tekmovalcev v njihovem sistemu UTR. Dovolite, da vam opišem sistem oziroma način pridobivanja vašega UTR ratinga. Vsi igralci, ne glede na starost, spol, kraj, socialno-ekonomski status ali znanje, so na podlagi dejanskih rezultatov tekem ocenjeni na isti lestvici od 1 do 16,5. Rating sestavljajo rezultati tekem iz vseh uradnih tekmovanj prej naštetih priznanih teniških zvez, ATP, WTA in ostale. Tekmovalec prejme uraden ATP UTR rating na podlagi 5 odigranih tekmah, naj si bo to na turnirju ali ligaškem tekmovanju. Sistem tekmovalcu določi rating na podlagi zadnjih 30 tekem v zadnjih 12 mesecih. Sam izračun ratinga pa se pridobiva na podlagi razlike v ratingu med tekmovalcema, končnega rezultata, pri čemer šteje vsak game, formata tekmovanja, daljše kot so tekme, nudijo rezultati večjo težo, bolj oddaljene tekme s časoma izgubljajo na vrednosti. To pomeni, da imajo večjo vrednost odigrane tekme v zadnjih mesecih. Tekmovalec ne dobi ratinga v primeru, če se na tekmi odigra manj kot 4 geme. Kot ste verjetno že oganili, si pri Tenis Sloveniji prizadevamo obstoječo nacionalno jakostno lestvico s časoma zamenjati z UTR in s tem svojim članom omogočiti nov, naprednejši sistem, ki bo tudi realnejši in bolj motivacijski. Opisani sistem v tujini že vrsto let ni noviteta, zato si želimo zgolj slediti trendom. Seveda v to vstopamo zelo preudarno, zato že skoraj leto dni sistem v ozadju testiramo in zagotovo ga bomo še kar nekaj časa. So pa člani TRK na zadnji redni seji sprejeli določene sklepe, s katerimi se od 1. aprila 2021 pomembno spreminja pravilnik teniških tekmovanj Tenis Slovenije in jih želimo v nadaljevanju predstaviti. Na turnirje v vseh kategorijah vas isto kot do sedaj prijavijo klubski administratorji preko spletne strani Tenis Slovenije. Tukaj ni spremembe, je pa pomemben naslednji korak in sicer je novo to, da se bo prijavnina za turnir plačevala vnaprej in sicer preko omenjenega UTR sistema. Navodila kako najdete na spletni strani Tenis Slovenije pod zavihkom UTR in pa v naslednjem videu, ki ga je za vas pripravila nova vodja nacionalnih tekmovanj Katarina Obranovič. Rok prijav, odjav, predvsem pa prej omenjena plačila prijavnine za turnirje v popolnoma vseh kategorijah so do zadnjega torka pred pričetkom turnirja do 23:59 ure. Če ta rok zamudite, lahko do žreba turnirja opravite še pozno prijavo. Pozno prijavo opravite tako, da do pričetka žreba turnirja kontaktirate vrhovnega sodnika, ki vam pozno prijavo tudi omogoči. Žreb vrhovni sodnik opravi dan pred začetkom turnirja in ga na ta dan do 10. ure tudi objavi. Če se boste na turnir odjavili do roka odjav, vam bo sistem celoten znesek prijavnine vrnil na vaš račun. V primeru kršitve disciplinskega pravilnika pa se tekmovalcu prijavnina na tekmovanje ne bo povrnila in le ta ostane organizatorju. S 1. aprilom stopijo v veljavo tudi nove cene prijavnin na turnirje, pri čemer je cena za kvalifikacije ista kot za glavni turnir. To tudi pomeni, da vsi, ki se boste kvalificirali v glavni turnir, ne boste več potrebovali doplačevati razliko prijavnine. Za vsa vprašanja so vam na razpolago vaši trenerji in vodje klubov, njim pa seveda vaša pisarna Tenis Slovenije. Želim vam izjemno uspešen začetek teniške sezone.